Po 3 letih in pol njegove vladine je ta država v kaosu. Torej cigani pobijajo ljudi, ljudje čakajo bolnišnico, da ne govorim vsega ostalega. Gre pa tukaj za dve, po mojem, dosti bolj ključne stvari. Prva je ta, da je šlo za politično obljubo, torej gospod Golob je dal politično obljubo, da ukolikor se bo to zgodilo, bo odstopil, tega ne bo naredil, ampak tega smo vajeni. On nekako skozi 4 leta, 3 leta in pol dejansko volivcem in skupaj vsem nam laže. Da je lažnivec, smo ugotovili že po večjih njegovih dejanjih in večjih njegovih besedah. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa to, da se po moji oceni tudi tale odločba KPK nanaša na, tako kot je gospa predsednica povedala, na mizerna 2 SMS-ja. Medtem ko se pa tistega, kar je ključno, ni nihče do danes še dotaknil. Gospod Robert Golob je za gospod Tatjano Bobnar na javni radioteleviziji javno izjavljal, da je potrebno policijo počistiti drugače mislečih, politikov, ki mislijo drugače. In če mene vprašate, bi gospod Robert Golob že od tistega trenutka, ko je to javno najavljal na podlagi ustave in zakona kazenskega zakonika, mogel biti v kazenskem postopku. Ne gre za to, da se danes pogovarjamo o tem, ali bo gospod Robert Golob 2 meseca pred volitvami odstopil ali ne bo odstopil. On bi mogel po tistih svojih javnih izjavah ne smel biti več predsednik vlade. Torej